14. tradicionalnem pohodu po mejah krajevne skupnosti Globoko, ki ga organizira krajevna skupnost Globoko, turistično društvo Globoko in gasilsko društvo Globoko. In šola, ja. Vesel sem, da vidim toliko pohodnikov danes med nami. Pozdravil bi med nami osnovno šolo Globoko, ravnateljico, učiteljski zbor, učence in tudi vse pohodnice in pohodnike. Kam nas bo pot peljala, nam bo povedal naš predsednik turističnega društva Globoko, gospod Brane Mežič. Jaz vam bi pa zaželil danes en lep, miren, pa predvsem varen pohod. Srečno! Lep pozdrav tudi v imenu turističnega društva Globoko. Tako kot je že predsednik krajevne skupnosti zdaj vas omenil, se ne bi se več ponavljal, bom pa zdaj spovedal trasa, kot bomo šli. Štartujemo tukaj preko Brvi, preko Gabrnice, prvi bo zdaj pred par minut obnovljena, tudi je varna. Potem gremo proti Barbari gor do vikinda Kranjčič Marjan. Tam bomo imeli prvi postanek, kjer bomo imeli malico in pa mislim, da je tudi kavica, pa malo še pijača. Potem od tam nadaljujemo, to vam kakšne dobre pol ure zadržali, nadaljujemo proti Dolem. Gremo do izvira Petančič Miha. Na tistem izviru imamo tudi ena krajša postaja, en krajši postanek, ki se bomo malo osvežili. Vmes mislim, da bomo tudi en krajši postanek imeli za jabolka. Šola je pripravila za jabolko, tisto bomo in seveda jim uničili, da ne bo ustal. Od izvira naprej gremo direkt do Lovskega doma. Lovski dom je zaključek, tam vas čaka gulaš. Sem šel tam že tudi še, tako da ne bo problema. In tam se bomo potem pa malo več zamotili. To bi bilo z moje strani. Turistično društvo Globoko je letos izvedlo že 17. tradicionalni pohod, je v sklopu praznika krajevne skupnosti. Takoj na začetku bi se zahvalil še organizatorjem, ki so nam pomagali, to je krajevna skupnost Globoko, ki je nam finančno priskočila na pomoč. In pa šoli bi se posebej rad zahvalil, ker se letos je prvič pridružila šola kot komplet z učenci in učiteljni. Potem gasilskemu društvu, ki nam na poti pomaga s prevozi hrane in tiste stvari, in pa na koncu še lovski družini Globoko, kjer smo imeli na koncu pogostitev. Če gremo sam pohod ni bil težak, je bil lažji pohod, dolg je tam približno 8 km. Zbrali smo se pred krajevnim uradom Globoko, tam smo pozdravili prisotne in so potem šli naprej. Na pohodu je bilo okoli 200 ljudi. Prvi postojanka smo imeli pri zidanici Kranjčič Marjana, tam smo imeli malo daljši postanek za malico in okrepšila. Tu smo se potem nadaljevali pot proti Dulam, oziroma tam vmes smo se še postavili za eno sadno malico. Po nadaljevanju smo pa se ustavili še pri izviru Petančiča Miha tam. Tam smo se še na kratko malo pogovorili, malo podružili, nato smo pa pot končali pred Lovskim domu Globoko, kjer smo imeli pa tudi zaključek. Tudi po drugih krajih, kot podeželju Slovenije ponesli enako sporočilo, kot ste ga vi. In sicer tisto ključno danes, kar je in za kar mi grejo kocine po konci, je, da so šli danes vaši najmlajši, vaši otroci z vami po domačemu kraju. Kajti podeželje se prazen in to je groza, ki se nam dogaja pred očmi. Na temo, da se nam zaprejo šole, smo na številnih koncih po Sloveniji. In sporočilo, ki ste ga danes dali vašim otrokom, je,
Podeželje je tisto, ki daje našo slovensko identiteto in tisto, kar vam daje vse možnosti za pošteno in korektno življenje v bodoče. In tako naj tudi ostane. Zato vas poklon ravnateljici šole, ki je sprejela ta dan kot športni dan s svojim učiteljskim zborom in seveda smo lahko to na ta način izpeljali. Lahko si samo želim, da bo na enak način to speljano tudi drugje v Sloveniji. Drugo, kar pa seveda bi rad izkoristil priložnost, kajte veste, da turistično društvo Gorje upravlja Sotesko Vintgar, je pa, da vas vse tukaj in tudi širom po Sloveniji povabim, da se nam pridružite 19. aprila ob odprtju Soteske Vintgar, ko bomo hkrati imeli tudi prvi odprti dan letos Soteske Vintgar. Imeli jih bomo še več, tisti dan ne bo vstopnine v Sotesko Vintgar in vsi lepo vabljeni, da si ogledate ta slovenski biser, to prelepo naravo, samo jaz lahko danes skupaj z vami v vaši družbi občudoval tukaj v vaših koncih. Kajti, bil sem že nekajkrat v vaših koncih, ampak doživel in podoživel na ta način, kot sem danes tukaj z vami, jo pa še nisem, kajti doživel sem skupaj v družbi z vami, z vašo debato, z vašimi lokalnimi zgodbami, ob seveda vaši prijetni pogostitvi in seveda to si lahko samo nadejamo in verjamem, da je tako po vseh koncih Slovenije, da smo vsi dobrodošli in tako naj ostane. Zato res hvala in če bi bolj čas dopuščal, jaz verjamem, da bi to samo moj prvi obisk pri vas in bom se seveda vedno znova lahko pridružil. Hvala. Hvala lepa. Povabljeni vsako leto. Še nekaj bom dodal, gospod Poklukar je predsednik turističnega društva Gorje, tako da je tudi nekje iz naših vlastnih. Hvala. Do zaključka smo pogostili vse pohodnike z golažem in pa pijačo. Bi pa rad še omenil, da ta pohod je bolj namenjen druženju krajanov. Me pa veseli, da so pohod sprejeli tudi izven območja krajevne skupnosti, se pravi od drugih občin in pa tudi imeli smo goste iz Gorenjske. Predsednik turističnega društva Gorje je bil svoja ekipa in pa iz Črmošnikov. Veseli me in oziroma vse nas veseli, da so se letos nam pridružila na pohodu šola, kjer upamo, da se bo od teh otrok tudi v nadaljnjem čim več otrok udeleževalo pohoda, ker je tudi smisel tega druženja. V glavnem, to je v bistvu bi nekje. Naslednja stvar, ki pripravljamo, je pa kulinarični dan, ki bo tudi tradicionalni v septembru. Kaj bomo točno, bistvo tega je, da se skupine društva predstavijo z naprej določenimi prehrano, se pravi, vsako leto imamo drugo kuhanje, kaj točno bomo kuhali, smo pa še dogovorili. Vsekakor zaželeno je, da se pridruži čim več ekip, ker bistvo je, da se tudi spoznavamo med ostalimi krajevnimi skupnostmi, vsekakor zaželeno.